Dobro prisluhnite. V alpinističnih taborih v visokih gorah Himalaje voda za čaj zavre pri nekoliko nižji temperaturi kot pri nas. Zakaj? A. Zaradi manjše sile gravitacije. B. Zaradi nižjega zračnega tlaka. C. Zaradi nižje temperature zraka. Ali D. Zaradi nižje koncentracije kisika v zraku. Hitro ste odgovorili B, zaradi nižjega zračnega tlaka. Ja, če ne gre Jasna gori, pa pride gora k Jasni. Ta znameniti pregovor bo Jasna danes demonstrirala v studiu. V vakuumsko posodo, ki bo povezana z vakuumsko črpalko, sem dala kozarec z vodo. Zdaj jo bom pa pokrila s temle pokrovom, takole. Zaprem tale ventil in prižgem črpalko. S tem, ko bom prižgala črpalko, bom začela iz posode črpati zrak in tako se bo v njej začel nižati tlak. Tlak, ki ga čutimo ljudje na Zemlji, vedno znaša približno 1 bar, kar vidite lepo tukaj na merilni skali. Če opazujete kazalec, vidite, da se premika in da se tlak na lestvici niža. Mi smo sicer v posodi res skrajno znižali tlak, skoraj na nič, to na Zemlji ni mogoče. Kakšne so posledice, pa že lepo vidite. Voda je namreč začela vreti pri sobni temperaturi. Posoda se je malce orosila in tudi voda tipično brbota. Tale ventil bom odprla in s tem izenačim tlak. Juž, tebe pa povabim, da prideš in preveriš, če je res tale voda na sobni temperaturi. Z veseljem. Kar pomočim prste. Pri nižjem zračnem tlaku voda hitreje zavre, ker njene molekule lažje uhajajo z površine. Kaj praviš? Ja. Rekel bi, da je tako za spit. V redu, sobna temperatura. Tako tudi spijemo. Zanimivo, a ne? Teoretično to pomeni, da če ne bi bilo zraka in s tem tlaka na Zemlji, bi voda zmeraj vrela. Meni se zdi to noro. V naših hribih sicer te spremembe z vretjem ne opazimo, ker so majhne, v visokih gorah Himalaje pa morajo biti alpinisti na to pripravljeni. Z nadmorsko višino namreč temperatura vretja vode pade za 1 stopinjo Celzija približno vsakih 300 metrov. Tako da je pravilen odgovor B in čestitke obema ekipama. Bravo!